Pozdravljeni. Občina Ormož bo začela s 5. fazo gradnje namakalnega sistema, kar pomeni, da bomo v občini Ormož kmalu namakali 23% njiv. Tako da bo po zaključeni izgradnji 5. faze namakalnega sistema namakanje možno na 1040 hektarjih od skupaj okrog 4480 hektarjev njiv v občini. Pogodbo za izgradnjo 5. faze namakalnega sistema je s Pavlo Majcen, direktorico komunalnega podjetja Ormož, v spremstvu direktorice občinske uprave Milene Debeljak podpisal župan Danijel Vrbnjak, ki je uvodoma dejal. Seveda v občini Ormož smo zelo veseli, da smo tudi leto 2025, bi lahko rekel, začeli izjemno. Konec koncev podpis pogodbe, bi rekel, investicije vredne več kot milijon evrov, je nekako plod trdega dela že v preteklosti. Vemo, da je za nami, če govorimo o namakalnem sistemu, že za nami izgradnja 4 faz. Sedaj za 5. fazo povečujemo za dobrih 200 hektarjev dodatnih površin, kateri bo sigurno vplivalo na boljše pogoje, kar se tiče kmetijstva, vremenske razmere, kakršne smo navajeni v tem zadnjem času, vemo, da potrebujejo k temu, da se takšnih infrastrukturnih projektov absolutno moramo lotiti. Prva faza namakalnega sistema je bila zgrajena leta 2004 na 229 hektarjih Ormož v Sluševci. Leta 2012 so začeli uporabljati namakalni sistem Ormož Velika Nedelja na 449 hektarjih, ki je predstavljal 2. in 3. fazo izgradnje. Leta 2019 pa se je občina z dokumentacijo za namakanje dodatnih 160 hektarjev prijavila na razpis za podukrep 4.3 iz programa za razvoj podeželja 2014-2020. 4. faza, ki je obsegala gradnjo namakalnega sistema na območjih Cvetkovcev, Trgovišča in Velike Nedelje, je bila zgrajena v letu 2020. In na vrsti je že 5. faza, ki je tudi predmet minuli četrtek podpisane pogodbe. V okviru projekta bomo razširili obstoječi namakalni sistem na dodatnih 219 hektarjih njivskih površin v katastrskih občinah Senežci, Sodinci, Podgorci, Cvetkovci, Trgovišče in Velika Nedelja. Skupna namakalna površina bo po zaključku projekta znašala 1040 hektarjev. Gre torej za dograditev obstoječega sistema z izgradnjo namakalnih cevovodov na kmetijskih površinah Sodinsko-Seneškega polja. Po zaključku del bo celotna površina torej znašala 1040 hektarjev. Za zagotavljanje dovoda vode do vseh predvidenih površin bo zgrajenih približno 11.700 metrov novih namakalnih cevovodov in 86 namakalnih hidrantov. Na 219 hektarjih njivskih površin bo omogočeno stabilno namakanje, kar bo prispevalo k bolj zanesljivi in kakovostni kmetijski pridelavi. V projektu bo zgrajen tudi UV stabilizator za dezinfekcijo vode za namakanje s kapaciteto 400 litrov na sekundo. S tem bo uporabnikom namakalnega sistema dolgoročno omogočena neoporečnost vode za namakanje. Za projekt je bilo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje v integralnem postopku in izvesti presojo vplivov na okolje. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo tudi potrebno pridobiti odločbe o uvedbi namakalnega sistema. Projekt je 100% sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 iz programa izgradnje namakalnih sistemov. Projekt je bil izbran v okviru javnega razpisa za intervencijo izgradnje namakalnih sistemov za več uporabnikov. Odločbo o pravici do sredstev je občina prejela 3.2.2025, ker pa je že izvedla javno naročilo pod odložnim pogojem, je lahko izbrala izvajalca del pred pridobitvijo odločbe in tako vzpostavila možnosti za čimprejšnjo izbiro izvajalca in izvedbo del.
Izvajalec je bil torej izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 949.042,27 evra brez DDV oziroma 1.157.831,57 evrov z DDV. Rok za izvedbo del po pogodbi je določen z 31.8.2025. S peto fazo pa se gradnja namakalnih sistemov v občini ne bo zaključila. Lahko povem, da smo tudi v pripravah, da komasiramo oziroma vse pripravljamo na komasacijo še enega območja, to se pravi Pušinsko-Bregovo-Frakovskega dela, se pravi, da še gremo na drugo stran občine. Ko bomo pripravili tudi tam vso dokumentacijo, ko bomo upravili komasacijo, bomo absolutno tudi se prijavili za izgradnjo namakalnega sistema tudi na drugi strani naše občine, tako da res želimo kmetijstvu dati odlične pogoje za pridelavo takšnih drugih stvari. Kar se tiče stroška namakanja za posamezno kmetijo, je ta odvisen od porabe vode. Lani je bilo porabljenih 110.000 kubikov vode. Doslej je bila cena 0,18 evra po kubiku. Nova predvidena cena pa se, glede na zvišano ceno omrežnine, giblje med 0,25 in 0,30 evra po kubiku. Ampak, kot je dejal župan, si na občini zelo prizadevajo, da bi namakalne sisteme izločili iz obračunavanja omrežnine. Razvojno-raziskovalni center Ormož je 4. in 5. februarja gostil predstavnike 9 partnerskih držav v projektu EcoCore. V 2 dneh so se udeleženci srečanja seznanili z ormoškimi trajnostnimi praksami in bili deležni predavanj, ki temeljijo na izkušnjah slovenskih strokovnjakov na teme, kot so trajnostna mobilnost v poslovnih conah, privabljanje tujih investitorjev in izkušnje lokalnih podjetnikov pri uvajanju zelenih rešitev. Razen Slovenije oziroma Razvojno-raziskovalnega centra Ormož v projektu EcoCore sodelujejo podobne ustanove iz Irske, Hrvaške, Romunije, Latvije, Portugalske, Estonije in Španije. V času trajanja projekta so se ali se še bodo vsakič sestali v enem od partnerskih mest. Tako so minuli teden bili gostje Ormožanov. Bivali so v gostišču Sibon na Jeruzalemu, kjer je tudi potekal teoretični del srečanja in predstavitev vtisov. Uvodoma je zbrane pozdravil Božidar Pučnik iz Razvojno-regionalne agencije Maribor, ki je zbranim tudi predstavil strategije za privabljanje tujih investitorjev. Projekt EcoCore, ki deluje pod okriljem programa Urbact, naslavlja ključno vprašanje sodobnega časa. Kako lahko industrijska območja postanejo okolju prijaznejša, energetsko učinkovitejša in bolj odporna. Kot vemo, se bo gospodarstvo in podjetja mogli pripraviti na zeleni prehod, kar tako tudi zahteva sama Evropska unija, in pravno to želimo s tem projektom doseči, nekako pripraviti podjetja, jih usposobiti in jim pomagati v ta zeleni prehod in v bistvu, kaj sploh lahko v prihodnosti pričakujejo, kaj vse bo potrebno narediti. Prav tako se dotikamo tem zelenih poslovnih con, kako jih oblikovati, kako privabiti zelene investitorje, tako da je celotni projekt je povezan z podjetji pa z gospodarstvom. Glavni partner projekta EcoCore je Irska. Glede na to, da so partnerji obiskali že nekaj mest v sodelujočih državah, so povsod imeli možnost izvedeti kaj novega. I think, we have things to learn from everybody in this partnership, and absolutely, Pravzaprav smo se od vseh nekaj naučili, vsako mesto ima kaj pokazati, ampak mislim, da je mesto Santo Tirso na Portugalskem najbližje temu, česar se želimo naučiti. Tam imajo na lokalni ravni ekipo, ki dela samo to, da privablja in usmerja gospodarstvenike v regiji. Naslednja sogovornica je v Ormožu že bila lansko leto. Osebno jo je razvoj Ormoža zelo navdušil.
From EcoCore project we have V okviru projekta nas navdušuje proaktivnost nekaterih mest. Zelo me je impresioniral prav Ormož, ki se je zadnje leto zelo razvil. To znanje bi želela odnesti domov na Irsko. use in our country in Ireland. V času dvodnevnega obiska v Ormožu so si partnerji ogledali proizvodnjo žiher hiš, tehnološki park, oljarno v središču ob Dravi, naravni rezervat Lagune in gostišče Taverna. Naslednje srečanje partnerske skupine bo maja v Romuniji. Minuli slovenski kulturni praznik je tudi letos prinesel veliko prijetnih dogodkov. V Ormožu je veljalo izpostaviti otvoritev mednarodne likovne razstave, kjer se s svojimi likovnimi deli predstavljata domačinka Marija Minka Klemenčič in Anđelko Brkić iz Koprivnice. Razstava imenitnih likovnih del bo v prostorih grajske pristave na ogled do sredine maja. V naslednjem prispevku smo zbrali nekaj utrinkov iz proslav v Svetem Tomažu, v središču ob Dravi in v Ormožu ter v Sluševcih, kjer so proslavo posvetili 50-letnici delovanja tamkajšnjega kulturnega društva. Letos je naše praznovanje še posebej slovesno. Praznujemo namreč 50 let delovanja kulturnega društva v Sluševci. Če naš kulturni dom ne bi obstajal, bi marsikatera pesem ostala neodpeta. Marsikateri spomini pa pozabljeni. Prikrajšani bi bili za druženje, veselje in povezovanje vaščanov. Zato je današnji večer poklon tistim, ki so pred 50 leti postavili temelje našega kulturnega doma. Spomnimo se, kako je nastal, kdo je prispeval svoj del in zakaj je kultura ključ do sožitja, miru in prihodnosti. Na proslavi, ki je potekala po scenariju Irene Bezjak, je nastopila vokalna skupina Oslušarji pod vodstvom Danijela Belšaka ter vrsta mladih domačinov, ki so se predstavili kot recitatorji, pevci, instrumentalisti in igralci, kar je gotovo dokaz, da se v Sluševcih za obstoj kulture ni bati. In da je njihov kulturni dom, ki so si ga pred več kot 50 leti zgradili sami, še kako dobro izkoriščen za številne kulturne in druge družabne dogodke. Leta 1972, ko so bili naši kraji še nekoliko bolj odmaknjeni in ko je edini internet bil soseda, ki je vse vedela hitreje kot pošta, so ljudje spoznali,
da potrebujejo prostor za srečevanje, petje in igranje. V središču te zgodbe pa so bili trije posebni ljudje: Franc Dolinšek, Joško Korpar in Venta Mareta. Samo res, kje bi bil najboljši plac? Ja, ljubčka moja, zemljo imate, pa jaz vama podarim svoj travnik. Sami obljubite nekaj, ker je toti dom odprt za vse. Otroke, stare mame, pevce, mlade glasbenike. Pa kaj manete pozorila povabiti, če da gre kakšna fešta? Marjeta, pa to je super. Zdaj še bi samo trebali ljudi, kdo da to dela. Ja, tak je veka, to je resen super, na to bi skoraj lahko nazdravili, ne? Joško natočila nekaj. Pa če smo že glih pri problemih, ljudje bojo že prišli pomagati. Kultura združuje, Joško, to si zapune. Pa tek da je toti dom sta, bojo take se bojo ja vsi počutili, kot če so doma. Kulturni dom v Osluševcih so dokončali leta 1975 in služi svojemu namenu ter ponuja zatočišče vsem generacijam. Kulturno društvo Osluševci danes šteje 191 članov, kar pomeni 2/3 oslušarjev. Predsednik našega društva je srce in duša naše skupnosti. Svojo predanostjo, vztrajnostjo in ljubeznijo do ljudi že vrsto let z ekipo ustvarja neprecenljive trenutke, ki povezujejo vaščane in gradi mostove med generacijami. Njegovo delo ni le organizacija dogodkov, temveč je izraz iskrene želje po tem, da naša skupnost ostane živa, povezana in polna topline. Spoštovani predsednik, vabljeni na oder. Tako je v nadaljevanju zbrane na proslavi pozdravil tudi predsednik društva, ki je med drugim povedal. Kot predsednik društva čutim veliko odgovornost, da skrbimo za kulturno dediščino naše vasi, jo razvijamo in jo predvajamo novim generacijam. Vem, da to ni naloga posameznikov, temveč delo, ki ga soustvarjamo vsi skupaj. Brez vas, dragi vaščani, brez vaše podpore, vaše prisotnosti na prireditvah in vašega zaupanja, naše delo ne bi imelo pravega smisla. Hvaležen sem, da vedno znova dokazujete, da kultura v naši skupnosti živi in da nas povezuje. Za konec je zbrane pozdravil še župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je članom kulturnega društva Osluševci čestital ob jubileju in jim zaželel, da jih tudi kultura povezuje v bodoče. V Svetem Tomažu so proslavo pripravili učenci tamkajšnje osnovne šole. Uvodoma je zbrane pozdravila ravnateljica, ki je predstavila siceršnjo pestro kulturno dejavnost na šoli, kateri kot šola z nazivom Kulturna šola namenjajo veliko pozornosti. V svojem nagovoru pa je med drugim poudarila. Nikdar ne smemo pozabiti, da brez materinega jezika in kulture narod ne more obstati. Skozi zgodovino slovenskega naroda se je kultura prepletala z družbeno-političnimi razmerami. Mnogi pisatelji, pesniki in drugi ustvarjalci so s svojimi svobodomiselnimi idejami napovedovali in usmerjali tok zgodovine. Slovenci smo ponosni na Prešernovo Zdravljico. Čeprav je nastala v povsem drugem času in prostoru, je njena vsebina še kako aktualna za sedanji svet. Še posebej 7. kitica.
Šolarji so svojo mentorico Pepco Kupčič soobčanom ob slovenskem kulturnem prazniku letos pripravili komedijo. Slovenski pregovor pravi, da besede iz srca sežejo do srca, besede z jezika pa do ušes. In letos smo se odločili, da vam nekatere zgodbe Frana Miličinskega danes v komediji Butalci predstavimo drugače. Butalci se imajo za zelo pametne in pomembne, čeprav so v resnici precej omejeni. Prikazali vam bomo njihovo življenje in kako tekmujejo s prebivalci sosednjega kraja Tepančani. Izvedeli boste, kako so razširili cerkev, da so imeli v njej vsi prostor. Posejali bodo najbolj ostrosov na svetu. V predstavi tako ne bo manjkal niti župan, policaj, lopova cefizelj in potafizelj ter drugi. In na koncu se Butalci odločijo, da gredo na sprejemne izpite v šolo za pamet. Upamo, da vam bodo všeč njihove prikazane neumnosti. Priredbo Butalcev je v narečju napisala učiteljica Pepca Kupčič. Ob gledanju predstave vam želimo veliko prijetnih trenutkov. Butale so eno sanjsko mesto, no vas, ampak ne bodimo malenkostni. Imamo vse, kar vas mora imeti. Imamo brizgalno brizgo, novo, ja novo. Pred 12 leti smo kupili. Imamo šolo, katero obiskuje naša mladina. Imamo cerkev, katero obiskuje ljudje. Tudi sam nekdo kmeši, po praznikih, enkrat na leto. Imamo zemljo, pridobitno zemljo. Butale so obljubljena dežela, ki je vsak dan praznik. Butalski gasilci smo bolj imenitni, kot gasilci drugod. Od župana dobimo vse. Vsako leto peneze za gasilski avto, pa za kombija, pa za muzikante na veselici, pa za... Ti si s županom, pa vjegovi. Ne, če mi že hodiš k... Ne, te nega problema. Gasilska tombola v Butalah ima prekrasne ljubitke. Te pančanice kar cedijo sline po njih. Pa je vsako leto za tombolo prva nagrada lepa svija. Tak zavaljana, takaj se ji noge komer vidijo z debelega špaha. Pa jo vsako leto za tombolo podari naš butalski župan. Čas mu pa spoštovaje. Pa je potli tudi pravično, ki ga vsako leto gospa županova zadena na tombole. V Butalah je vsaka tombola, ne le glede svije, pripravljena pošteno pa pravično. Samo je vsako darilo, ki ga je da kjerikoli mož, zadela tudi njegova žena. To pa je bilo, vete, zelo koristno. V Butalah se nikdar ne skopori. Pa še tekmivali so, kdo da več da, ker vsake veda, ker bodo svojo dobo tudi nazaj. Naša butalska policija je strah in trepet. Še jaz, policaj se včasih sam sebe stroši. Največje probleme pa imamo z razbojnikoma cefizlom pa butafizlom, ki bi naj že 7 ljudi zadešilo, pa 3 ženske. Saj dva vsake teku cajta primemo, samo nam vedno ujdeta. Imamo butalskega župana, ki vsem odloča, ki razme probleme butalskega življenja in ki poskrbi za vse, no skoraj za vse. Idealno mesto oziroma vas. Mi v Butalah se držimo 5 svetih butalskih zakonov. Prvi, župan je rešitev za nas. Drugi, počivaj po dnevi, ker po noči lahko spiš. Tretji, ljubi postelo kak samega sebe. Četrti, ko vidiš, kaj ne še nekaj je, pridruži se mu, da mu pomagaš. Ko vidiš, kaj ne še nekaj dela, vmekni se, kam mu nesi na poti. Peti, če želiš, da delaš, počakaj, potrpi, ne sekiraj se, mimo te bo. Ja, totih zakonov pa se mi v Butalah strogo držimo, pa na pameti vemo, tako kot oče naš. Če so od koga odvoz Butale privločne, pridite živit k nam, župan vam bo zastoj zrihta infrastrukturo. Čuli ste, kaj vse imamo v Butalah, pa kak živimo. Nas pa še moramo nekaj reči. In sicer, kdo je za to, kaj bi imeli v Butalah tudi kulturo? Tisti naj zdigne roko. Tak se dela v občini Butale malo. Enemu obljubim, pa malo drugemu obljubim. Te pa smo složni pri zdrugovanju rok. Smo več kot 100% enotni, če štejem še poleg svoj glas. Zdaj pa še vas pitam, kdo je proti, kaj bi imeli Butala kulturo?
Kak župan sem zelo navdušen nad našo butalsko enotnostjo. 2-krat smo glasovali, vsi ste bili za, pa vsi ste bili proti. Kar pomeni, da smo bili 200% enotni, če šteješ i poleg svoj glas. Od zdaj dalje pa v občini Butale živi še kultura. Župan, za pašo je vsako leto cel prekrotek, zima pa je preduga. Po zimi živi na hlevi več požera, kak imamo krme, potli pa spomladi crkovla od lakote. Dajte, pomogajte nam, ka bo ta 2 poleti pa le 1 zima. Ljudje, vaša prošnja uslišana. Zdaj pa male poletje, tede pa zima, tede pa poletje. Evo pa imate 2 poleti pa 1 samo zimo. Hvala vam, župan. Zdaj pa nas krave zovejo. Vimena me puna, se vidimo zjutraj. Zjutraj se dobimo tu, bomo imeli kratek sestanek. V središču ob Dravi so proslavo v sodelovanju s občino pripravili šolarji domače osnovne šole. Po odpeti himne je zbrane najprej pozdravil domači župan Toni Jelovica, ki je med drugim dejal: Vsakem izmed nas je moč ustvarjati. Bodi si s pisanjem, slikanjem, petjem, igranjem ali preprosto z vsakodnevnim spoštovanjem in negovanjem tistega, kar nas dela Slovence. Danes, ko praznujemo, si zato vzamemo trenutek, da se zahvalimo vsem, ki so svojo umetnost in kulturo prispevali k naši skupni identiteti in naši prihodnosti. Ob tem pa ne pozabimo, da bomo spoštovanjem in skrbjo do svoje kulture tudi v prihodnje lahko ohranili to bogatstvo, ki je naša največja dediščina. Na proslavi sta nastopila oba šolska pevska zbora, ki jo vodi Tomaž S. Ivan. Kot recitatorji pa so se predstavili učitelji osnovne šole Središče ob Dravi. Tudi osrednjo občinsko proslavo v Ormožu so pripravili šolarji osnovne šole Ormož v sodelovanju z glasbeno šolo po scenariju Aleksandre Kociper. Proslavo so popestrili s posnetimi izjavami ormoških kulturnikov, izbranimi recitacijami in domiselnimi projekcijami ter igro luči. Prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prstih budi. Komu napred veselo, zdravljico, bratje, čmu zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče, matere. Sovraznike z oblakov, rodu naj naš ga treši grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša, boste last. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, kot naše je krvi dekle. Naj sinov
zarodnov. Iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit, kliče čas. Živenaj si narodi, ki hrepene dočaka dan, ko koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase zdvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Slavnostni govornik je bil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je med drugim povedal. Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države, saj je bila v zgodovini združevalna sila slovenskega naroda. To se je odrazilo v domoljubnih čustvih, ki so spodbudili dogodke, kateri so pripeljali do naše samostojnosti in naše lastne države. Kultura je namreč tista, katera nas povezuje. Kar ustvarjamo skupaj, je tudi tista, katera nas vodi skozi zgodovino, umetnost, jezik, običaje in vse tisto, kar nas dela edinstvene in posebne. To niso le knjige, glasba ali umetniške slike, temveč so tudi naši običaji, naši pogovori, naši odnosi in naše vsakdanje navade. Kultura je živ in dinamičen proces, ki se razvija in spreminja, vendar je vedno globoko povezan z našim okoljem in našimi koreninami. Višek proslave je bila podelitev najvišjih priznanj občanom, ki so izrazito dejavni na področju kulture. Bronasto značko Ksavra Meška je letos prejel amaterski gledališki igralec Borut Žinko. Plaketi Ksavra Meška pa so letos namenili umetniškemu fotografu Cirilu Ambrožu in Miklavškemu oktetu za več kot 30-letno aktivno delovanje. Nagrade sta podelila župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fafolič. S tekmami 18. kroga se je pričel drugi del prvenstva v ligi NLB. Rokometaši Jeruzalema so odlično odprli drugi del sezone in gladko premagali Misteral Krško, sicer neposrednega konkurenta v boju za obstanek v ligi. Po slabem začetku, 1:4 v 5. minuti, se je domačim uspelo v izjemnem vzdušju pobrati in si že do odmora ustvariti neuloljivo prednost 10 golov. Polčas Jeruzalem Ormož, Misteral Krško 21:11. V 9. minuti so Krčani še zadnjič povedli 5:4. Nato je sledil prihod okrog 50 kurentov, ki je gostom popolnoma odrezal noge in roke. Domačim je uspel delni izid se 6:0 in prevzem vodstva z 10:5. Gostje kar 11 minut niso zatresli mreže Filipa Ramfla. Obramba vinarjev je bila izjemno čvrsta. Iz protinapadov je zadeval Tadej So, ki je do odmora zbral 7 zadetkov. V 29. minuti je zadel Lucijan Bura za prvo ormoško vodstvo na tekmi za 10 zadetkov. Jeruzalem 20, Misteral 10. Prvih 10 minut drugega polčasa je pripadlo gostom, ki so v 39. minuti zaostajali za 8 točk. Jeruzalem 24, Misteral 16. V nadaljevanju tekme je prednost vinarjev narasla že na +13. V 51. minuti je semafor na Hardeku kazal rezultat 33:20 v prid domačim. Do konca je Krškemu uspelo nekoliko oblažiti visok porast na končnih -11, 37:26. Iskreno, niti sam ne vem, kaj bi sploh povedal. Dejstvo je, da so nas domačini nadigrali v vseh segmentih igre. Od tistega rezultata, ki je bil 4:1 v našo korist naprej, so nam je vse podrli v obrambi, v napadu.
vratarji niso bili na nivoju. Ne vem, ena fenomenalna kulisa, ki je šla v prid domači ekipi, ampak v bistvu nam to ne bi smela biti ovira, ker je bil užitek igrati v takem vzdušju. To redko doživi človek v Sloveniji. Tako da, ja, no, ne vem sam pravih razlogov, zakaj se je to zgodilo. Vodili ste 5-4 v 10 minuti, prihod Kurentov, potem pa kar 6-0 in pa polom, enostavno potem vam več ni šlo od rok. Tudi vaša poškodba je kaj hujšega na hitro? Očitno je res ta energija Kurentov dala domači ekipi nek dodaten zagon, nas pa potolkla. Kar se moje poškodbe tiče, pa imam težave s peto in mislim, da sem danes to nekako obnovil, to poškodbo. No. Upam, da bo čim prej v redu, ker prihajajo tekme spet zelo pomembno za nas. V nadaljevanju sezone se bomo še srečali, namreč obe ekipi neizbežno čaka obstanek, borba za obstanek v ligi, težka bo za ene in druge. Ja, drži, tako kot ste rekel. Tle bi rekel, da upam, da na povratni tekmi oziroma v tekmi končnice Kurentov ne bo. Čeprav je lepo to videti. Ja, seveda mi v Ormožu upamo, da Kurentov ne bo tisti čas, ampak bo dovolj točk na kontu, da bo lažje zaigrati. Upam, da bo dovolj točk za nas isto in da bomo drug let spet igrali tekmo. Ja, na koncu moramo reči, da je zelo pomembno biti 9., 10., 11. je že kar precej škakljivo, mi po domače rečemo. Res je, treba je ciljati na eno izmed prvih 2 mest, da ni nepotrebnih sekiranci, kaj, kako. Ne vem, če se lahko ekipe tudi ukrepijo med tem časom tistih dodatnih tekem. Tako da ja, treba bo ciljati na eno izmed prvih 2 mest, ker mislim, da zdaj top 8 je danes odplaval po vodi. No. Ja, kaj naj rečem, res je zelo pomembna zmaga. V bistvu smo pred tekmo bili tako malo v nekem strahu, kaj se je tudi pokazalo na začetku. Vseeno je tekma dosti pomenila za nas. Nismo vedeli, pri čem smo v formi, ampak mislim, da smo danes res od prvega do zadnjega vsi pokazali, kako se je treba boriti, kak je pristop treba biti in pol prije rezultat sam taki lahko. Ja, seveda, res je. Definitivno so nas ponesli, pač čist drugi občutek. Tukaj smo igrali, niti se nismo slišali med sabo prav. Tako da, kaj ne rečem, res hvala jim, da so prišli v takšnem številu, da so naredili tako vzdušje zraven Ormožanu in vseh ostalih. In jaz upam, da bodo se v sredo spet udeležili tekme in nam pomagali. Tudi igralec Krškega Tadej Sobotič je lepo rekel, da je izjemno igrati v takšni kulisi, da je res fino tukaj v Ormožu, kaj je taka kulisa. Danes si pogledal naravno, si videl Kurente levo oziroma z tega mojega kota navijaška skupina Ormožani, kamorkoli si pogledal fenomenalno vzdušje, ki brez zamere komorkoli ga v Sloveniji nima nihče. Ja, res, sej o tem smo že toliko povedali, pač vsaka ekipa, vsi igralci, ki pridejo sem, igrajo z veseljem, vsi govorijo, pohvalijo vzdušje. Mogoče je tudi včasih to zdaj že postalo tako, bom rekel, da so marsikdo je tudi dodatno motiviran, ko prije v Ormož, zaradi tega, ker je res užitek je igrati v takem vzdušju, že ko so sami naši navijači, kaj šele danes, ko so še bili Kurenti, ne? Ja, danes je bila tekma tudi pomembna še z enega vidika, marsikatera zvezdica bo danes bolj svetila. Ogromno jih imamo, ki ni bila danes z nami na tekmi in se veseli te današnje zmage. Ja, res je, jaz sem včeraj večer ravno o tem razmišljal. Tako bom rekel, mogoče pa bomo zdaj mi igrali 7-6, pa se mogoče ne bo niti to videlo, ampak vsako tekmo. Rekel bom, mogoče pa bomo zdaj mi igrali vsako tekmo 7-6. Pri domačih sta vratarja Ramfel in Tomislav Balen skupaj zbrala 11 obramb, 8 Ramfel, 3 Balen. Sok je tekmo končal pri 10, Buro pri 7 in Filip Jerenec pri 6 zadetkih. Vratarji iz Krškega so skupaj zbrali le 7 obramb. Novinec v dresu Misterala, Alen Čulk, ki je prišel iz Grosuplja, je dosegel 9 zadetkov.
4 kroge pred koncem rednega dela prvenstva Prleki trenutno zasedajo 10. mesto. Za želenim 9. mestom, ki v ligo za obstanek prinaša 6 točk, Ormožani zaostajajo le za točko. Trenutno so 9. rokometaši Sviša iz Ivančne Gorice. V sredo 12. februarja ob 19. uri na Hardek prihaja Gorenje iz Velenja. Trenutno 5. uvrščena ekipa lige NLB. Sredo verjamem, glede na današnji rezultat in kuliso, da bo to ena prava tekma, nasprotnik pa Velenjske 8. Ja, tako bom rekel, Velenje je absolutni favorit. Dvigujejo se formi, prvi del so imeli ne po njihovih željah najbolj. Oni bojo prišli sem, res pač dejansko so favoriti in mi bomo dali vse od sebe, pol pa bomo videli pač, kaj bo to prineslo, ampak lahko pa res vse povabim, naj pridejo, ker bomo res dali vse od sebe in se bomo res potrudili, če bo pa to dovolj, pa bomo videli. Iz četrtka na petek vinarji odpotujejo preko Dunaja na Islandijo, ker bodo v petek opravili trening. V soboto 15. februarja pa ob 18. uri po našem času odigrali prvo tekmo četrtega kroga pokala EHF proti Haukarju iz Hafnarfjordura. Gre za trenutno 5. uvrščeno ekipo islandskega rokometnega prvenstva, ki se je v četrti krog pokala EHF prebila preko finskega predstavnika Koksa in azerbejdžanskega predstavnika Kura. Povratna tekma Jeruzalema ter Haukarja na Hardeku bo odigrana v soboto 22. februarja ob 18. uri. V odličnem vzdušju, ki so ga pripravili člani navijaške skupine Murve in Kurenti, je pri veliki nedelji znova bila odigrana zanimiva tekma. A žal so gostitelji tudi tokrat zaradi kratke klopi za točke bili za las prekratki. Domači Bikci so v 15. krogu prve B lige gostili zasedbo iz Radovljice, ki je poleg Škofljice najresnejši kandidat za napredovanje v ligo NLB. Domačini so se kljub težavam s poškodbami in boleznimi dostojno upirali močnemu nasprotniku. Po izenačenem začetku 4-4 v 10. minuti so gostje prevzeli oblast na igrišču. Domačim se je ustavilo v napadu in v obrambi, kar so hitro izkoristili Gorenjci in v 18. minuti povedli za velikih 5 zadetkov, 11-6. Z 2 zadetkoma Luka Potočnjaka in 2 obrambama Žana Firšta Šeruge se je začel preobrat velike nedelje. V 25. minuti je Žiga Borko zadel za izenačenje na 11. Ob tem so Bikci imeli še polproti napad za vodstvo, vendar je najboljši igralec tekme, vratar Radovljice Luka Komar, ustavil strel Potočnjaku. To so bile izvrstne minute domačih borcev, ki kar 10 minut niso prejeli zadetka. Za konec prvega polčasa je Komar ustavil še strel Matevžu Žuniču in preprečil še eno izenačenje ob odhodu na kratek odmor. V drugem polčasu je velika nedelja zapravila kar nekaj priložnosti za vodstvo. Ob utrujenosti peščice domačih rokometašev so se žal vrstile napake. Tudi športna sreča ni bila na strani gostiteljev. Domači so večkrat zadeli okvir vrat. Gostom so se žoge od vratnic odbijale v gol. Kljub vsem vloženim naporom rokometašem velike nedelje ni uspelo pripraviti presenečenja. Bikci 21, Sršeni 23 je bil končen izid tekme. Tretja tekma v drugem delu prvenstva, tretja solidna predstava, a žal zbrana le 1 točka. Je pa res, da so Bikci zaigrali proti ekipam iz samega vrha prve B državne rokometne lige. Pri domačih 8 obramb Firšta Šeruge, 1 Mateja Bezjaka. Pri gostih je najboljši posameznik tekme vratar Komar zbral 14 obramb. Za Bikce je 6-krat zadel kapetan Žunič, 4-krat Blaž Majhen, po 3-krat Žiga Borko in Žan Toplak. Pri zmagovalcih je Žan Debelak dosegel 7, Jan Debelak pa 4 zadetke. Radovljica skupaj s Škofljico ostaja na vrhu lestvice prve B državne rokometne lige s 26 osvojenimi točkami. Velika nedelja je po 10. prvenstvenem porazu padla na 12. mesto. To mesto žal vodi ligo nižje. V naslednjem krogu Bikce čaka gostovanje pri Dobovi.
Samo poslovim naj se še in vas v našo družbo povabim tudi čez teden dni, ko pa bomo najbrž že pekli krofe in se veselili pusta. Vse dobro vam želimo in nasvidenje.